Dober dan, vrača se podcast VAR. Današnja epizoda bo posebej zanimiva, jaz se zelo veselim. Naš gost je eden najbolj prodornih trenerjev v Sloveniji in ne boste verjeli, edini, ki mu je doslej uspelo izločiti člana Bundeslige v evropskih tekmovanjih. To je Simon Rožman. Simon, dobrodošel in hvala za odziv na vabilo. Ja, hvala vam za povabilo. Začel bi mogoče na koncu. Kje si zdaj recimo po Sarajevu, po zadnjem izzivu delovnem, kako si se od takrat znašel, kaj zdaj počneš? Pa jaz moram reči, da je tako kot po vsakem koncu, absolutno trener potrebuje počitek. Jaz sem nekako namerno, načrtno si ta počitek vzel, podaljšal nekako na 6 mesecev, šel vmes v Ameriko, šel vmes malce v Francijo, nekako povezava med družinskim dopustom in hkrati mogoče malce zraven pokukal v neko strokovnost. Zdaj pa v zadnjem obdobju, to pomeni nekje od januarja naprej, sem spet na tržišču, da tako rečem, open to work. Poskušam v tem obdobju pogledati čim več različnih tekem, v zadnjem obdobju izredno veliko in čakam, klic, čakam priložnost, čakam projekt, ki bi nekako zadovoljil moje ambicije. Predvsem sem se spremenil do te mere, ker prej sem nekako skakal kar iz službe v službo, zelo slaba je bila moja osnovna analiza, kam se podajam, ali pa slabša, kot bi jo mogoče s to glavo danes naredil, tako da je stvar odprta, tako kot sem rekel, iščem službo, hkrati pa ogromno časa namenim izobraževanju, gledanju tekem. Zdaj, mogoče, če bi še to pokomentiral, začel se relativno izjemno uspešno. Neke vrste slovenski Julian Nagelsmann je šlo tudi iz kluba v boljši klub, na večje izzive, pa posod je nekako šlo. Mogoče veš z glave, v katerem klubu si imel najvišji odstotek zmag? Pa mislim, da je bila to Rijeka, ali pa tu nekje Sarajevo, mislim, da se nekako ena... Rijeka. Rijeka, ok. Kako bi zdaj to pot opisal, recimo Celje, Domžale, Rijeka? Mislim, da je to tako kot bi reči sanjski načrt vsakega trenerja. To pomeni od same priložnosti, ki jo dobiš kot zelo mlad trener, sila, uspešna zgodba na začetku, s tem dobivaš še večjo potrditev oziroma še večjo samozavest, da tvoja vizija, ki jo želiš, da je prava. Potem Domžale spet sredina, kjer sem imel mir, kjer sem imel absolutno podporo, kjer spet smo naredili nek izkorak. Potem spet takoj pride Rijeka, že kot uveljavljen evropski klub, pa takoj oziroma zelo hitro še Evropska liga, tako da je ta vzpon bil zelo hiter. Vse, kar se upada zraven, in pritiski, normalno večji finančni kolač in tako naprej. Zaključek te zgodbe, če rečemo tega prvega vrha, da vsaj upam, da je to bil prvi vrh, je predvsem v glavi to, da vedno želi še več. Zdaj tista glava moja ob koncu Rijeke pa danes je 101. Enostavno sem takrat dobil občutek, da se moram odmakniti na vrhuncu, zato da bo prišlo še nekaj večjega. V tej smeri je šlo moje razmišljanje. In vse, kar spada ob to, je raslo vse. Se pravi, od mojega znanja, od mojih izkušenj, od finančne pogače, od pritiskov. Se pravi, ta pot je bila do tega vrha zastavljeno na tak način. Če sem prav razumel, si se prenagljal pri odhodu iz Rijeke? Ko gledam zdaj nazaj, ja. Enostavno je prišlo obdobje, kjer smo imeli v 27 dneh 10 tekem, enostavno smo pregoreli. Takratna moja glava, ob vsej podpori, absolutno moram na tem mestu povedati, da takšne podpore, ki jo ima trener v Rijeki, do zdaj še nisem doživel, mogoče v Domžalah, v obeh primerih, ker enostavno predsednik, takrat športni direktor Ivan Mance in trener so 3 ljudje, ki v tem klubu funkcionirajo, ki so decision makeri in v vsakem koraku, tudi ko sem se sam odločil za odstop, ker bi to pomenilo dobro za klub, so želeli, da nadaljujemo zgodbo v kakršnikoli obliki, brez prekinitve pogodbe, hočem reči, da klub 10. V moji glavi je pa enostavno bilo po tisti dobri evropski sezoni, prišle do malce krize, enostavno smo zgoreli v tistih 27 dneh, enostavno preveč. In tudi rezultatska krivulja je šla malce navzdol in sam sem bil prazen in emocionalno, energetsko.
in potem smo se na hitro odločili in smo naredili dobro stvar za klub. Pride nov trener, dobra energija, speli sezono do konca, Reka je vedno bila tu, kar se tiče Evrope, med prvimi 4. Ampak zdaj mogoče, ko gledam nazaj, če bi s to glavo, ki bi danes bi sigurno naredil drugače, bi vztrajal, ampak še enkrat, v glavi sem imel, da to je zdaj pa bo prišlo še nekaj večjega. Koliko je pri trenerjih pomemben, da se na porazih učiš? Zelo. Je pa stvar taka, da vsak poraz ogromno se naučiš, po drugi strani ti pa zelo zmanjši. Oziroma tega ne poveste, da ste se naučili poraz. Težko vidim, da trenerji govorili, koliko so jim pa porazi pomagali pri oblikovanju nove zgodbe ali pa filozofije. Tu je sigurno ego. Jaz pač sovpada z mojo, tudi na koncu bi rekel, osebnostno rastjo in z vsemi ljudmi, s katerimi sem sodeloval. Začetek je sigurno ta ego zelo pomemben, ker ta ego ti daje drugačnost, verjameš samo v svoj prav, si proti vsem in ta začetek poti, mislim, da je to celo dobrodošlo. Potem pa v bistvu vsak poraz ali pa vsi ti porazi te nekako tudi po eni strani ti dajo previdnost, pride trenutek, kjer tudi začneš dvomiti na koncu v svoje sposobnosti, kje je tvoja meja, kaj se še lahko zgodi. Hkrati se pa ogromno učiš, ker ti porazi, posebej, ko je pritisk večji navijačev, javnosti in vsega skupaj, te tukaj dosežejo, da enostavno takrat, bom rekel, glava še bolj dela. In v tem obdobju največje intenzitete sem se v bistvu jaz največ naučil tudi, kako se umiriti, da je to na dnevni bazi in tako naprej, bi rekel, glede na to, da želim pač funkcionirati kot trener na daljše časovno obdobje. Zdaj, UEFA je pač z spremembo naredila tako, da je državnim prvakom olajšala pot v evropska tekmovanja, ne? Conference, Europa League, Champions League. Vam je takrat uspel mimo tega, ne? Se pravi, po tisti težji veji, kot pokalni zmagovalci, če se ne motim, hrvaškega pokala. Tako da to je podvig. Tisto, recimo, kar Reki letos oziroma v tej sezoni ni uspelo, ker ni šla čez Olimpijo, je takrat Reki uspelo. No, tako da Simonova Reka je šla do Europa League po težji poti, ne? To je kar podvig, ne? To sem hotel izpostaviti. Pa je, spet, ko gledaš iz perspektive današnjega časa, je bil to takrat fenomenalen uspeh. Se pravi, mi smo se znašli v enem obdobju, to je bilo koronsko obdobje, kjer tudi, bom rekel, finančna struktura je bila zelo negotova. In ogromno je bilo tudi v klubu, bi rekel, negotovosti v tej smeri in je ta finančna zalogaj bil zelo pravočasna, bi rekel, on-time injekcija, da klub funkcionira potem tudi v prihodnje naprej. Premagati Kopenhavna, ki je bil takrat s Staletom Solbaknom 15 let, mislim, na zapored, v Ligi prvakov, v Evropski ligi. Je pa to v bistvu ena taka zanimiva zgodba v ozadju. Jaz sam po epizodi v Celju sem šel na izobraževanje s Staletom Solbaknom. In takrat mi je odprl vrata, mislim, eden redkih trenerjev, ki je, in sem zato zelo hvaležen, ki je dal na mizo vse svoje znanje in tako naprej. In po tistem tedenskem obisku, če koga znam prečitati, je to on. Se pravi, zgodba, ki sem imel tudi potem, še danes večkrat zasledim intervju ali predsednika ali pa takrat športnega direktorja Ivana Manceta, kako je mogoče, da sem jaz to tekmo odigral naprej. Se pravi, mi smo na tisto tekmo bili tako dobro pripravljeni, da vsako potezo, ki so jo oni želeli narediti, smo jo mi nekako prečitali in smo imeli, bi rekel, kontraigro pripravljeno na to, kaj se bo tam dogajalo. In to je bil tak, mogoče se sliši v smislu hvale, en masterpiece, kar se tiče same priprave na tekmo in potem tudi uspeha, ki se je takrat zgodil. Tu za tem je pa mogoče tudi ena anekdota, ki sem jo pa takrat prvič doživel, kako je, če ljudje okrog kluba in tudi v klubu neizmerno verjamejo in ti dajo takšno podporo. Primer, ob tem gostovanju sem šel eni Šivili, ker so pač želeli, da imamo klubske obleke. In ta Šivilja, ko mene gleda in reče, ne skrbi, saj mi tako gremo naprej. In še od takrat sem jaz dobil, da bom rekel, ta občutek, kaj pomeni, ko okolica neverjetno verjame in ima tako veliko ambicijo, da enostavno oni v to verjame. In to je bil tak en mogoče indiz, da tudi takrat sem jaz rekel, se res, zakaj pa ne?
Ne? Tako da to so take, bi rekel, zdaj zgodbe, ki gledam nazaj, kaj pomeni veličina kluba, kaj pomeni, ko ti ljudje verjamejo in potem še bom rekel, je to za mene predpogoj, da pride do uspeha. Je Stolbaken pol kaj rekel? Da ti dal za lekcije napačne? V bistvu je bil samo v situaciji, kjer je potem tudi v zelo hitrem času zapustil klub. Je pa še tu ena anekdota, ker sem jaz živel takrat pri Beniju in hkrati spoznal Davida Cosgrava, to je bil takrat kondicijski trener, ki mi je isto pripomogel in je bila v bistvu anekdota po tekmi, da mi je rekel, vse sem žalosten zaradi nas, ampak sem ful vesel zaradi tebe. Tako da spet ena taka, bom rekel, ta sharing informacij, koliko si odprt, na koncu kak je svet mali in sem bil tako zelo vesel, da od enega takega strokovnjaka na kondicijskem področju, da ti da en, bom rekel, kompliment in celo vesel za tebe, da boš dobil priložnost, se mi je tako zdel zelo lepo. Prišel si narekel tudi enem takem čudnem obdobju, ki je vendarle duh Matjaža Keka je, tudi če bi zdaj šel, bi še zmer to bilo. Kako si to doživljal? To je bilo vendarle nekaj šampionskega na Reki z Matjažem, ne? Ja, drži. Matjaž ima v Reki status božanstva in zanimivo je, da to še vedno traja. Se pravi, da je ta status, ki ga on ima, ker pred vsako pomembno tekmo nekako se ga vpraša za mnenje in tako naprej. Zdaj v tistem obdobju je mogoče v štartu bil sigurno plus, se pravi, prihaja Slovenec, ki mogoče je bilo tako, potem je pa v bistvu za trenerja zelo iskreno breme. Postane breme, ker te v vsaki situaciji, tudi uspešni, predvsem mene osebno v tistem obdobju je bilo tako, da vse, kar si naredil, to smo že mi naredili. Ja. Čeprav je bilo to mogoče z drugimi financami, z drugo ekipo, kakorkoli, ampak tudi nek osebno uspeh, ki ga še ti nisi naredil. In je bil to breme je bilo največ šlo v smeri takrat, ko je bila pozitiva, ker ko je negativa, tako se plast skritih zruši na vse stvari in nekako si bil skozi v primerjavi. No, ampak jaz se s tem pretirano nisem obremenjeval, peljali smo svojo zgodbo v nekih svojih okoliščinah in moram reči, da je izredno lepi spomini in tudi danes še vedno smo v stiku s predsednikom, tako na pol leta nekako grem, bom rekel, na obisk, vprašajo časi za mnenje, kakorkoli, tako da smo ostali v super odnosih in mislim, da je tako tudi prav. Bo Reka ponovila letos ta podvig od Matjaža Keka, če temu tako rečemo? Zelo spremljam, zelo sem vpet v hrvaški nogomet v smislu spremljanja tekem, zelo specifična sezona in mogoče pred 3 tedni, ko se je zgodil poraz z Istro, pa še en poraz, pa potem razpored gostovanja v Osijeku, pa pokal, v glavnem razpored, ki je bil, sem rekel sigurno ne. Ampak glede na vse stvari, ki se v tem trenutku dogajajo, pa mislim, da ima Reka celo največ možnosti. Mislim, da se Dinamo nikakor ne znajde tudi na koncu, bi rekel, z novim trenerjem, ki ga ne bi ocenil, ali je dober ali slab, ampak enostavno situacija v tem trenutku ni takšna. Hajduk, mislim, da bo na koncu, čeprav je zelo blizu, mogoče celo najbližje v vseh letih, mislim, da se on strela sam se po koleno. Reka ima pa tako kot vedno, vsako sezono in to euforijo ne more zadržati in preko te euforije enostavno niti igralci, niti trener ne more. Medtem ko Reka pa ravno zaradi te majhnosti vodstvenih struktur, izkušenj zmagovanja, mislim, da ima zelo lepe možnosti letos, da naredi generalno gledano veliko presenečenje. Še en medklic imam, pri nas v Sloveniji zelo velikrat izpostavlja, da je preveč tujih trenerjev, pa da vodijo vse klube tujci. Ampak na Hrvaškem mislim, da prve 4 oziroma finančno najmočnejše 4 vodijo tujci. Osijek, Reko, Dinamo, Hajduk. Tudi Reka ima, mislim, da ima Črnogorca, oni so pa Italijani, če se ne motim. Ja. Kako na to gledaš, recimo? Na ta nek vedno se gleda na tujce kot... Jaz bi sam še nadaljeval, glih to sem tudi jaz hotel. Rekel si, da dobro spremljaš. Pa nas imamo glih kontra, tudi filozofijo. Imamo 2 Španca, ki se mi zdi, ko gledam nogometno, sta za Hrvaške Italijane desolca. Da bi mogoče nekako logično bo, da bi eden od teh Špancov bil pri Dinamu in pa pri Hajduku. Da bi bilo to za njih veliko. To, kako ti vidiš to primerjavo nogometno med njihovimi in našimi?
Zdaj, prva stvar, kar se tiče samih tujcev, tudi moja izkušnja je taka, da prihajaš v okolje zelo neobremenjen. Se pravi, tudi če epizoda v Bosni ali pa na Hrvaškem, se pravi, ne poznaš trgovke, ne poznaš vratarja na štadionu, se pravi, enostavno si izoliran od vseh teh pritiskov, ali pa stvari, ki jih nekako že vnaprej vidiš. Aha, sodil nam bo ta sodnik, on je takrat leta 92 in tako naprej. Se pravi, ta del ti sigurno olajša. Če spremljaš ligo, je to potem ok. Težava pa je, ko ti prihajaš v ligo, kjer manj poznaš kulturo, manj poznaš zgodovino, manj poznaš na koncu vremenske vplive, se pravi, kaj bo prinesla zima, kaj bo tako, in nekdo, ki je vpet, ima tu veliko prednost. Se pravi, to je ta prvi del mojega odgovora. Ena stvar je ta neobremenjenost, ki prihajaš v okolje, druga stvar pa je potem mogoče nepoznavanje kulture, tradicije in vsega skupaj in dolgo časa, praktično mogoče 1 leto mora miniti, da ti veš, kako iti na gostovanje, kakšna bo slačilnica, kaj se bo vse tam dogaja. Na drugi strani je pa zanimivo, da je pa stil igre ali pa da rečemo taktična usmeritev zelo različna med Hrvaško ligo in Slovensko ligo. Se pravi, Hrvaška liga izrazito tekmovalna, izrazito zaprta liga, izrazito, če rečemo temu, italijanski stil, kjer se v bistvu gradi na individualni kvaliteti posameznika, ki bo odločil tekmo in 1-0 in vsi zadovoljni. Medtem ko pa mogoče v Sloveniji je ta stvar se mislim, da razvija v pravo smer in v smislu atraktivnosti in v smislu razvoja same igre, odprtosti in tako naprej. Pa so tukaj tudi infrastrukturni pogoji, ki v Sloveniji trenutno prekašamo hrvaške pogoje, ki ti ta stil igre to omogoča. Se pravi, primer španskega stila igre v Krajnčevičevi v februarju pade v vodo, zato ker vsaka žoga, ki se bo podala po tleh, se bo odbila v glavo ali kamor gem. Tako da se pa strinjam, da mogoče v tem kontekstu za običajnega gledalca ali pa po drugi strani po stroki je Slovenska liga postala zahtevna za trenerje v tem kontekstu, ker prihajajo novitete, veliko hitreje se novitete infiltrirajo v naš prostor, kot pa na Hrvaškem, ker je ta nek pritisk ali pa neko okolje rezultata in vseh medijev tukaj močan, da nekako trenerji, razen mogoče zdaj Garcia pri Istri, ne razvijajo ničesar, držijo se tistega, kar imajo. So konzervativni zelo, v smislu. Ja. Vse za tega so mogoče pa uspešni na reprezentančni ravni, ker imajo neko osnovo to konzervativnosti, zelo homogeni, veliko ne tvegajo, ne dopuščajo veliko, več si ne privoščijo, tako mali. Lahko, jaz pa gledam celo mogoče na drugačen način, da zato imajo pa težave v Evropi. Se pravi, klubi, za klube. Ne? Se pravi, tudi zanimivo na koncu je, zdaj, če se dotaknemo te reprezentance, v bistvu je tako, da vsi igralci najboljših klubov odhajajo za zelo velike denarce napram slovenskem v tujino. In potem se tam še dodatno razvijajo in se potem vrnejo v reprezentanco. In ta kult reprezentance, se pa strinjam, deluje pa na ta način. Tako da mislim, da perspektiva hrvaškega nogometa, če govorimo zdaj v smislu taktike, to je moje mišljenje, ne gre v pravo smer. Predvsem ne gre v smer Evrope in to na koncu dokazuje zadnje 3, 4, 5, 10 let, kar se tiče Evrope, razen Dinama praktično reka tu pa tam, Hajduk ne more blizu, Osijek ne more blizu, budžeti klubov veliko večji kot v Sloveniji. Je pa mogoče v tem trenutku sam še to bi dejal, da je, ko pogledam postave hrvaških ekip, pogledam postave slovenskih ekip, je pa za hrvaški nogomet vseeno veliko boljše, ker je več hrvaških igralcev, se pravi, kar se tiče njihove lige, medtem ko po Sloveniji je pa danes za moj okus ali pa za pristaša slovenstva, razvoja slovenskih igralcev, pa lahko to v bodoče postane velik problem. Se že postaja. Ja, jaz v pripravi, rečemo na ta studio, sem tako na hitro pogledal statistiko, se pravi v tem trenutku, če bi zadnji krog vzeli 50% tujih nogometašov, se pravi 50-50, mislim, da v zadnjih 10 letih se še to ni zgodilo. Bilo je nekje 35-40%, zdaj pa je že 50%, kar je zelo malce nelogično meni, glede na to, da se pa poleti spremeni pravilo v 10. To si ti vzel vseh 10 klubov, ne? Vseh. Ja, pa zdaj samo na tiste, ki so nosilci. Tam je pa 80-90. Ja, tako je po 8. Če so 3 naši noter, je že skačeš od vesela. Ne? To drži. In zdaj, ko razmišljamo pač saj jaz v razvoju slovenskih nogometašov, zna biti to velik problem. Predvsem pa me v bistvu se sprašujem,
v smislu vizij klubov, se pravi, poleti se spreminja v pravilu 10 slovenskih igralcev. Ti 3 mesece pred tem pravilom nekako vidim, da ogromno klubov na to ni pripravljenih. Tako da, ko govorimo o dolgoročnosti, ali ko berem, poslušam o dolgoročnosti, mi nekako ne pije vode, kaj poslušam in kaj je dejansko stanje. Nekako vsi tekmujejo v danem trenutku, z manj misli mogoče v prihodnosti. Jaz mislim, da ta ukrep 10 slovenskih je nujen v tem kontekstu. Verjetno ni naravnan v smislu razvoja, najbrž, ker boš dal tam 10, mogoče si kar še ne zaslušal 10, tam bi tako bo mogel biti. Ne? Ko je bilo v Rusiji, je bilo podobno. Ne? Enako velja za U21, ki mora biti en, ampak reprezentance mlajše pa dokazujejo, da je to celo ok. Ne? Zdaj, če gledamo 21, ko se je prvič uvrstila 19-17, imajo neke rezultate, pa vse so v elite roundu, to nekaj prinaša, to je zdaj 2-3 leta. Ne? Tako da imajo večji nabor, kot smo ga imeli prej. Ne? Jaz mislim, da se vse stvari, ki se zgodijo v reprezentanci, so posledice dogodkov, ki so se dogajali prej, ne pa trenutnega stanja. Se pravi, če mi pogledamo reprezentanco v 21 uspeh, to so noter fantje, ki so praktično pred 4 leti debitirali v slovenski, bi rekel, prvoligaški sceni. Se pravi, ta stvar, ki se je zgodila, je po meni stvar, ki je bila načrtovana strani klubov veliko prej. Ker nekako v tej hipotetični strukturi za naprej, se pravi po koncu Evropskega prvenstva, jaz ne najdem 20 igralcev selektorjev U21, generacije 2004 in več, bo zbiral med 20 igralci, oziroma med 21 jih bo mogel zbrati 20. Tako jaz v tem trenutku, mogoče malce pavšalno, mislim pa, da ni daleč od resnice. Se pravi, stvari, ki so trenutno, se nam bojo pokazale čez leto, 2, 3. Posebej, kar se tiče reprezentančnega nogometa. Kar se pa tiče akademij oziroma nogometnih šol, sem pa mnenja, glede na to, da imam izkušnje in iz Hrvaške, pa tudi zdaj mogoče iz Bosne, nekaj mogoče tudi z Madžarske, kar se slišim z trenerskimi kolegi, da se v Sloveniji delo dobro. Da je ta struktura dobra. Je pa potem črta, prehod v člansko ekipo je pa problem. In ta problem bo čedalje večji, ker vsi ti fantje, ki pridejo do te črte, ne ustrajajo več v drugi ligi, v tretjo, ampak se enostavno zadeva ustavi. In zato govorim, da trenutno stanje je toliko veliko tujcev, ker na koncu pa spet je razlika, ali si ti 9, 10 kot mladi igralec, ali se ti boriš za prvaka. Spet govorimo o najvišjem rangu, o prodaji, o bodočih reprezentantih, ki znajo zmagovati, ki imajo mentaliteto in tako naprej. In tu ne bi rad bil pesimist, ampak mislim, da se bo te trenutne zadeve, ki se dogajajo, poznale čez 2-3 leta. To je prihod tujega kapitala, ne? To je verjetno boljše za instant kvaliteto, ne? Kar se vidi, smo nekako zraven vsi, ne? Celje je zraven, Olimpija zraven, letos sta in Maribor in da bo še 4. Bravo, vsi so bili zraven, ne? Tudi Bravo je neke preskoke naredil za njega zgodovinske. Tako da liga je nek način močnejša, ne? Kakorkoli obračamo. Instant govorim, ne? Točno to. Jaz moram reči, da zdaj v zadnjem obdobju sem prav ogromno telefonskih klicev z bivšimi igralci, ki so rang Srednje Evrope, se pravi, niso igralci lige top 5. In moram reči, da so se razlike med rečemo nami, ki smo bili uvrščeni v nek nižji evropski rang in srednjeevropski rangom, mislim, da ravno zaradi načina dela, zaradi kvalitete dela približale srednjem rangu. Jaz moram reči, da sem zelo razočaran, glede na vložek, ki imajo ti srednjeevropski klubi, govorimo o milijonskih pogodbah igralcev, primer, in potem njihov razvoj, način treniranja, vse, kar tam zraven spada, moram reči, da sem bil zelo razočaran. Se pravi, vse, kar mi delamo danes tu v Sloveniji, na Hrvaškem, kjerkoli, delajo v srednjem razredu polovico tega manj. In mislim, da na račun tega so se vsi ti klubi tu približali srednjemu, če rečemo, rangu. Potem pa tisti vrhunski rang, kjer pa mislim, da je postala pa večja razlika. Se pravi, če se je ta rang nekako, to je moje mnenje, približil, izenačil, se pa potem tisti, kjer se pa res dela na vrhunski nivoju, kjer so pogoji, kjer je denar, ker na koncu vsi rezultati tudi v Ligi prvakov, ko ti vidiš rezultat 9-2, Dinamo Bayern, 8-0, Brest in tako naprej, potem se šele tu vidi tista realna razlika res med vrhunskimi klubi in vsemi tistimi, ki so tu. Je pa res, da se je slovenska liga zaradi instant stvari, ki se trenutno dogajajo, jaz včasih se celo hecam, da postajamo NBA.
Se pravi, trener dobi v tretjem krogu prvenstva 3 nove igralce. Se pravi, ta neka načrtovanje, se pravi, igralec tudi, ko pride v klub, kar zdaj vidim, da trenerji zelo prakticirajo, on pride v ponedeljek v klub, v sredo že igra. In tako pač za neko... Za šok takoj. Meni osebno tako zelo presenetljivo, ampak ni to specifika v Sloveniji, ampak se dejansko povsod po Evropi ta instant dogaja. Meni se malo tako zdi, da slovenska liga trenutno tako nastavljena, da prehiteva kako rekel, komercialni pritok, prihodek, da je močnejša, kakor se okolje odziva na njo. In je še zmeraj pocenjena ravno zaradi tega. Ne? Ampak v principu klubi, kakor zdaj funkcionirajo, pa glitko imajo težave, ne vemo vse za njih, kakšne, ampak z igralci, z moštvi je enostavno premočna za to, kar lahko okolje nazaj daje, oziroma okolje ni pripravljeno, ne more dohajati našega razvoja nogometnega. To se jaz maksimalno strinjam. Jaz zdaj lahko takoj povem sporednico z bosansko, bom rekel, ligo. Zelo podobna zadeva, tam bo prišlo do ekspanzije, če bo rešil svoje, bom rekel, notranje probleme, 3 države v eni državi in tako naprej. Prihod tujega kapitala in zadeva bo šla podobno. Je pa tam enormno spremlja nogomet. Se pravi, od gledalcev do tudi medijsko normalno, kot sama država zaostaja po vseh kriterijih, ampak gre zelo ravno v to smer, da se stvar spremlja. Hrvaška je tu nas presegla že, bom rekel, v samem začetku, tako da se tu strinjam, da trenutna kvaliteta, trenutni rezultati je mogoče škoda, da ljudje in nasplošno, bom rekel, in ekonomija, vse, kar spada tu zraven, medijsko, kako že, se strinjam, da v bistvu se tu zaostaja za dejansko produktom, ki trenutno je. No, saj bi pa omenil še, ker si prej omenil ta izenačanje, srednjeevropskimi. Z Olimpijo sem bil na Poljskem gor, pa so me malo novinarji sprašvali, bi bil takrat, bo Šimon že prevzel Šlas, igrala je proti prvaku. In ta prvak je bunker igral, pred Olimpiji doma, pred 15,000 gledalci. Kako, pa sem omenil, kako si vi predstavljate, imate legijo 50,000 gledalcev na štadionu in kjer je ni. To so redko, kdaj v zadnjih 10 letih, da so kakšen odmeven uspeh naredili. Vložki so pa enormni za slovenske razmere. Enormni. Tu bi se navezal tisto, kar smo se v bistvu prej pogovarjali, v bistvu v Hrvaški ligi, neki zunanji pritiski, neka kultura, da tako rečem, je tukaj usidrana, da dejansko vsak trener razmišlja samo, kako bo preživel soboto, da bo sedel še naslednjo soboto. Se pravi, zato je tudi moje besede, ko sem govoril o razočaranju, so ravno na ta način. Se pravi, vsemi igralci, pa sem jih preklical mogoče 30, s katerimi sem sodeloval in tako naprej, verjemite mi, da niti eden od njih mi ni povedal nekaj, kar mi ne bi že delali, ali pa celo več, da so oni razočarani in iščejo pomoč, bom rekel nazaj, kaj še, kje še, v tem smislu. Se pravi, tukaj se je v tem srednjem evropskem razredu ta nek razvoj, da ekipa, ki je 3-krat vrednejša, postavi nazaj, neka pragmatičnost, samo da trener preživi soboto, tukaj zasidrala in to je, bom rekel, sama prednost, naša prednost, da, bom rekel, lahko njih lovimo, ker po finančni strukturi še vedno ne moremo, ker govorimo o zaslužkih igralcev 500,000 evrov na sezono do milijon evrov na sezono, kar je v Sloveniji totalno v tem trenutku to imaginarno. Če bomo mi ustrajali pri tem, bomo lahko izkoristili. Sicer ne. Če bomo šli na isto to, da bo trener preživel, kjer zdaj smo že skoraj, se bo to spremenilo verjetno. Pa mislim, da tuj kapital narekuje, ni dobene sentimentalnosti, niti če zdaj govorimo o Slovencih, tujih trenerjih, kakorkoli, rezultat je tisti, razvoj je tisti in predvsem teh klubov, ki imajo tuj kapital, mislim, da ne bo kaj, bom rekel, veliko zamajalo. V tem smislu, edino, kar mogoče iz moje strani je pa ta neka vizija, neka pot ali pa na koncu kvaliteta odločevalcev je pa mogoče druga tema, ker mogoče bi se lahko na te vložke, kar so v tem trenutku, vsi delamo napake, ampak mogoče se v nekih klubih je zgodilo ogromno napak, kar se tiče samega, bi rekel, vodenja stvari
glede na pač vložek, ki je za slovenske razmere v tem trenutku veliko večji, kot pa je bil, če se spomnimo začetka moje kariere v Celju, se spomnim številke 30,000 evrov na mesec so bili izdatki za igralce. Z trenerskim štabom vred, to se spomnim. Še ena mogoče anekdota, se spomnim, da je bilo treba iti na eno prijateljsko tekmo in v bistvu je bilo dilema, ali bomo šli z avtobusom ali bi mogoče šli z avti. Zdaj se pravi, to govorimo v 10-letnem obdobju, kjer pa danes mogoče eden ali dva igralca sta mogoče plačana na ta način, tako da je ta razlika ogromna. Zanimiva primerjava, ne? To je koliko v dobrih 10 letih, ne? Ja. Oziroma kar v 10 letih. Naprimer, to si že v Sarajevu, si te številke po deseterju. Ja, jaz moram reči, da kar se tiče Sarajeva, kar se tiče, v bistvu tu sem jaz bil presenečen. Presenečen predvsem v smislu vložka, predvsem sem bil presenečen na anomalije, ki se dogajajo. Zdaj, tako primer, igrišče v Modriči, se pravi igrišče, ki je na nivoju 4. slovenske lige, da rečem čisti amaterizem. Na drugi strani pa pravilo, da trener lahko tekmo vodi samo v obleki ali v trenirki. Se pravi, hočem reči, na eni strani infrastrukturni pogoji, na drugi strani, bom rekel, pravila lige in enako bi se hotel, zakaj sem začel to temo, enako je pa nekako z plačilnimi pogoji. Se pravi, ekipa Sarajeva, ogromno igralcev z velikimi prihodki, pa na koncu ekipa, ki se bori za izpad brez prihodkov, da tako rečem, v tem kontekstu. In so te anomalije zelo težke in žal, v tem trenutku mi je, bom rekel, največji žal ta, čeprav se zelo trudi v enem letu, kar zdaj spremljam, se mislim, da 4-5 novih hibridnih igrišč. Tako da, kar se tiče samega bosanskega nogometa, tudi na koncu rezultati borca kaže v tej smeri, se zelo razvijajo in ob vsem, kar smo prej govorili, te masi ljudi, ki to spremlja, mislim, da je Bosna na dobri poti. Ima potencial, ja. Ogromen potencial, kar se tiče naše same regije. Ja. Če rečemo, da je za mene Hrvaška malce mogoče obstala, ob vsem skupaj, da Slovenija se nekako razvija, mislim pa, da je ta del, kar se tiče same Bosne, lahko v eni veliki ekspanziji. Daj malo predstav željo pa Sarajevo. Kako to izgleda iz tvojega zornega kota, ko si prišel v Sarajevo, mesto s tradicijo, nogometno kulturo? Za gledalce prosto sta dva kluba iz Sarajeva, Železničar in Sarajevo, ne? Ljudje mogoče iz Slovenije, tudi sam, si težko predstavljajo, kaj pomeni biti trener Sarajeva. Se pravi, čist iz vsakdanjega življenja, se pravi, v vsaki trgovini, na vsaki bencinski čepasi, kje si šefe. Se pravi, to je stalnica. Se pravi, to sem bil malce presenečen, da v bistvu vsi, praktično vsi, kjerkoli si, ali je to restauracija, kjerkoli je, te spremljajo in ti navržejo postavo, boljše igralce, kakorkoli že. In zanimivo je kot mesto Sarajevo, da se dejansko delijo na pristaše Železničar in pristaše Sarajeva. Se pravi, če ti prideš v restauracijo na kavo, ti vsak konobar, se pravi natakar, pove, ali spada, se pravi, ti si proti nam ali pa ti si naš. Se pravi, neverjetno pristaštvo, tako srčno, izredno srčno. Jaz moram reči, da nisem imel dobenih negativnih izkušenj, tudi s pristaši, bi rekel, nasprotnega kluba. Je pa derbi, se pravi derbi na Koševu, mislim, da je bilo 22,000 ljudi. To je ves teden naelektreno ozračje, nekako, jaz sem potem kasneje, ko sem malce spoznal kulturo, v bistvu je to tema številka 1, pomeni dva soseda, ki sta vsak na svojem bregu, tisti sosed, ki zmaga, je car za naslednje 3 mesece, 4 mesece, kdaj je ta tekma. In to je tako velika tenzija, tudi sam derbi, sem bil sam presenečen od vojske policistov, kako smo bili zastraženi, tudi naslednja tekma na Grbavici, razprodana Grbavica, to je tako praznik, kjer se vse ustavi. Dejansko se vse ustavi in ta njihov fanatizm, pa predvsem mene je fascinirala ta srčnost obeh klubov, pristašev obeh klubov za svoj klub, kaj bi vse dal, je neverjetna. Mogoče samo še to, po drugi strani so pa tako emocionalni, da so taki roller coaster emocij, da je to neverjetno. Se pravi, danes si največja faca, največji car, jutri po porazu je pa to vse gotovo. Se pravi, te oscilacije, tudi čez teden sam in potem iz tekme do tekme so pa neverjetne. Tako da moja izkušnja je zelo pozitivna, zelo intenzivna. Spoznal sem
ker ko v Sloveniji med svojimi trenerskimi kolegi govorimo v Sarajevu, je tako spoštovanja vredno, ampak nič kaj. Zdaj pa, ko pa ti živiš dol, sem pa videl, da gre enostavno za eno armijo navijačev, pristašev, kultura, ki se dogaja samo okrog nogometa, nimajo košarka minimum, rokomet minimum in je to taka specifična, bi rekel, goreče okolje, kjer pa je v danem momentu, glede na to, da je na vlasti, se pravi na oblasti zveze, trenutno Republika Srpska, je enostavno tako, da klubi iz federacije v tem trenutku nimajo možnosti za najvišje mesto. No, pa to sem tudi hotel vprašati. Tam je res ogromno talenta, pa ne samo talenta. V zadnjih desetletjih so bili tudi uveljavljeni igralci, top zvezde, da jih ne naštevamo. Zakaj se Bosni nikakor ne uspe že nek osnovni uspeh doseči? Mislim, da so bili nazadnje, ko so igrali z Argentino na enem mundialu, potem pa to šlo samo navzdol. Zakaj? Odkje je to? Zdaj imaš nek pogled, najbrž si dobil. Ljudje si strašno želijo, da bi stvar stekla. Zdaj, jaz se ne bi spuščal v neke detajle politične, vemo, kako je pač Bosna razdeljena na, bomo rekel, 3 stvari, se pravi Republika Srpska, Federacija in Hercegovina, se pravi 3 narodi, 3 vere. In v bistvu moraš biti čarovnik, da praktično v tej zmesi vseh interesov, daleč od tega, igralci so, jaz sem z ogromno njimi, se tudi osebno poznam, ker smo se nekako srečevali, ker je bila baza v Sarajevu, pripravljeni se odreči, ampak v tem trenutku enostavno situacija ni takšna, da bi lahko nekdo, pa so poskušali na razne načine, od velikih imen trenerjev, selektorjev, od bivših igralcev, kakorkoli, bivših direktorjev povezati vsemi silami, ampak v tem trenutku je preveč, se pravi, okoliščine, ki so okrog reprezentanci, ki vplivajo kakorkoli, bom rekel, na reprezentanco v tem trenutku, niso takšna, da bi ekipa Bosna lahko naredila, kot govorim, kot reprezentanca, nek izkorak v rezultatu. Začnemo zdaj s Celjem. Kako se je to začelo? To sem za nalašč pustil, nisem hotel začeti. Celje, Domžale, ta preskok. Koliko je takrat malo v Celju zmanjkalo do naslova, recimo v pol naprej? Kako se tega spominjaš? Pa, mogoče celo eni najlepših spominov, predvsem v smislu energije, od tistega entuzijazma, vse na novo, vse prvič, prva konferenca, prvič te nekdo pohvali, prvič te nekdo graja, mislim, tako res roller coaster emocij. Uspelo nam je narediti mlado ekipo, potentno igrati mogoče na malce drugačen način, bolj direktno, več se je dogajalo na igrišču, tako smo bili neka noviteta v prostoru, predvsem odnos z igralci, vsi mladi, vsi željni, vsi nadobudni, brez praktično disciplinskih nekih težav in je, kar bi rekel, kot igre ti vse gre. In to je bila sezona, kjer smo bili v bistvu blizu, absolutno kot klub nedorasli. Takrat Mariboru, ki je igral v Ligi prvakov in tako naprej. Ampak v tej skromnosti, zdaj mogoče anekdota, se spomnim, bili smo v bistvu 3. Jaz, Aleš, pomočnik trenerja in Dani, kot fizioterapeut in hkrati kondicijski trener. Se pravi, samo 3 v stavu članske ekipe. Amen Mučinič je bil rezervni vratar, pa hkrati trener vratarjev. Se pravi, ko danes pogledaš, je to smešno. Samo za oris, mogoče poslušalcev in gledalcev, nismo imeli praška za regeneracijo. Se pravi, bila je to voda. In potem smo nekako po kmečki logiki, kaj bi naredili, in smo takrat Aleš prinesel domač bezgov sok in smo dali to igralcem in rekli, da je to najboljši preparat, ki je trenutno na trgu iz Nemčije in tako naprej. In hočem reči, tako dobra energija, vsa tam mladostništvo, da niti eden ni podvomil, da mogoče to ni res. Malo sladek sok, ampak to, če trener rekel, ne hočem reči, da so igralci res izjemno sledili, na koncu se iz te ekipe, mislim, da 10 igralcev prodali, danes igra za dobre denarje in bom rekel, vsi srečni. Potem naslednja sezona je tista moja goreča želja po konstantnem napredku na vseh področjih. Spomnim se prvi trening, visoka trava, takrat sem že v bistvu obupal. Že ena malenkost me vrgla iz tira, da bomo težko še več, še naprej in tako naprej. Kljub temu, da smo prodali Verbiča za 1 milijon, nekako sem imel v glavi idejo, da se bo to konstantno razvijalo, da bo če dalje več in tako naprej, ampak enostavno sem zelo hitro obupal, potem normalno prek te energije prije 2-3 slaba rezultata in potem sem tudi, bom rekel, zadevo zaključil, sam odstopil, ker enostavno sem si želel nekaj več. Potem sem pa zelo hitro v bistvu na klic Lukata Elznerja takrat, ko je bil vodja oziroma trener članske ekipe, po neki želji po sodelovanju, postal strokovni koordinator, predvsem klub, predsednik je imel vizijo
podobno kot jaz, da se na podlagi modela članske ekipe ustanovi akademija in tako naprej. In tako smo začeli delati. Luka je zelo hitro, po mesecu dni, mislim 2 oziroma 3 mesecih, tudi dobrih tistih evropskih kvalifikacij, dobil ponudbo od Olimpije, potem smo se zamenjali še v Olimpijo, jaz sem postal trener članske ekipe. Takrat moram reči, da v bistvu se zelo spomnim, to moram omeniti, predsednika Staneta Oražma, ko smo tako neka oziroma Luka je odšel, istočasno smo imeli neko prijateljsko tekmo in je rekel, Simon, zdaj boš ti, ne, pa sem rekel, predsednik, jaz ne vem, kak bo to, pa sem rekel, ti vozi po svoje, mi ti zaupamo in tu se spomnim, tako še danes se mi ne ježi kože, mi je dalo tako potrditev v tistem kratkem obdobju že noža, da so videli, da sem jaz in tako naprej. In smo, mislim, naredili fantastično zgodbo takrat, potem 3 leta. Ampak ne samo rezultati, nasplošno filozofija, ki je meni blizu, od razvoja igralcev, načina igre, prodaje, hkrati že pripravljati teren za nove, akademijo naredili v smeri, kakršne smo si želeli. Je pa res, da je to na koncu terjalo dave, ker sem enostavno po 3 letih zgorel. To se mi takrat čisto iskreno lahko rečem odkrito. V podup mogoče vsem mlajšim trenerjem, da nisi vse mogočen. Enostavno je bilo tega preveč. Enostavno sem se v nekem obdobju ustavil. Zbolel na koncu, burnout, totalni, izgorelost, sindrom in sem se pač bil prisiljen umakniti. To tisto poletje, ki je bilo, da sem zelo veliko manjkal na treningih, se pravi, bil en trening, 2, nisem več mogel 2-3 treninge in potem sem tudi sam videl. Kljub absolutni podpori, kar se tiče kluba v tistem obdobju, enostavno ni šlo več. Sem odsekal, sem rekel, dovolj, treba se spočiti, ampak ta počitek potem niti ni bil tako dolg. Nekaj tako nenavadnega. A veš, da bi bil v slovenski ligi še zmeraj mlad trener, če bi zdaj deloval? Oziroma po letih, ne, samo Arnold je mlajši kot ti. Dobar, pustimo zdaj Matjaža Keka, ki je začasno. Mlajši, ne. Ob vseh teh izkušnjah, ki jih imaš, bi lahko še zmeraj pisal mladi trener. Zanimivo. Tudi če si 2014 že štartal. Ja, 11 let, bi rekel, delovna doba na tem profesionalnem nivoju, zanimivo. Mislim, zelo hitro sem začel, mislim, da pač tudi v tem obdobju pridobil ogromno izkušenj. In jaz upam za sebe, da ta boljša leta, če tako rečem, šele zdaj prihajajo, da na podlagi izkušenj po eni strani, nekega znanja, želje, goreče želje, da tako rečem, mislim, da upam, da bo pač naslednji projekt in vse, kar me čaka, bom rekel, lahko dvigne še na večji nivo. Kaj, še to me zanima kot trenerja, kaj to višji nivo v smislu igralske filozofije, koliko jo spreminjaš, oziroma ali greš na tisto tvojo idejo izboljšati, ne vem, na kakšen način jo izboljšaš, pa ne menjaš filozofije igre ali pa v 10 letih je vendarle sprememba. Na unji prvi sezoni, ne, ki je bil res to neke vrste strokovni šok za našo ligo. Ne. To je bil drugačen nogomet. Zato so tudi najbrž Nemci padali pol. Ne. To je bilo tisti visok pressing, bomo rekli. Ne vem, totalen fuzbal drugačen, kot Nizozemci v 70-ih. Ljudje so bili čisto šokirani. Ne. Tako da, koliko se da to spremeniti, oziroma koliko si se od takrat spremenil v tem kontekstu? Tako je. Ja, v bistvu sem v vsakem klubu, zdaj lahko rečem za nazaj, pa naj mi kdorkoli ne zameri, poskušal pa še vedno nekaj novega. Se pravi, želel sem si obdržati določene stvari, kar se tiče same igre, vzeta žoga, tranzicija, visok pritisk, konstantno, da se dogaja na igrišču, ampak glede na klube, v smislu analize, mi bomo verjetno pri vrhu, se pravi, bomo imeli več kontinuiranja napada, dajmo se v tej smeri. Pa sem potem pol leta spremljal mogoče Guardiolo v smislu, ne vem, build-upa, na kakšen način in tako naprej. Jaz moram reči, da smo mogoče v Mariboru, kjer je mogoče prizvok minusa v karieri ali pa kakorkoli, moram reči, da smo prvi oziroma začeli z stvarmi, ki sta jih potem oba dva španska trenerja prenesla. Se pravi, smo želeli ta build-up, smo želeli, bom rekel, spet nekaj drugače, pustimo ali okolje, ali liga, vidi, sprejme in tako naprej, ampak sem v vsakem klubu poskušal sebi svoje nekaj dodati glede analizo. Podobno, mogoče se zadnja v Sarajevu, smo spet bili zelo drugačni kot vsi ostali, ampak enostavno, ko potem ni potrditve za nek ekstremni rezultat, potem reče, to ni bilo to. Ampak v bistvu si pa prvi, ki si začel, ne vem, v bistvu, kje ti to dobiš,
ko se zadeva zaključi, potem dobiš klice od igralcev, hvala, prvič smo se srečali s tem, hvala od vsega oskega stafa, fizioterapeutov, prvič smo imeli neko vizijo, neko kontrolo, neka testiranja in tako naprej v tem smislu. In tako, mogoče je tudi za mlade trenerje, ko so na pravi poti, naj ne pričakujejo, da bodo v danem trenutku dobili feedback, ki bi si ga pa zelo želeli. Ja. Ampak šele potem, taka grda primerjava, šele ko človek umre, potem dobi nagrade vse za nazaj. Tako nekako vidim tudi ta trenerski posel, da ko do tega pride, zaključiš in šele potem dobiš feedback, da si ti na pravi poti bil. To je zmer bilo, še lepo, ko je nekdo šel, si pravilno začel razumeti, ali pozitivna bila ali negativna zgodba. Pravilno, mislim, lahko si že prej rekel, samo koliko je pa verodostojna bila ta ocena, pa ne, vidiš kasneje. Vsi si kot ljudska bitja pa želimo dobiti neko potrditev, neko dobro besedo v tem kontekstu. Tako da, se je spreminjala moja filozofija, ne bi se pa oddaljeval več od tega. Enostavno, kvečemo bi se še bolj vrnil nazaj k temu, to želim, poenostavil in to jaz hočem. Zelo je zdaj spet, kar sem videl, ko je pritisk rezultata, predvsem začetek je zelo težak. Imaš formirano ekipo, ki jo naslediš, moram reči, da sem imel to smolo, če lahko rečem pa daleč od tega, da bi zdaj skritiziral, vsako ekipo, ki smo prišli, je bila fizično katastrofalno pripravljena. Zakaj lahko to rečem? Imamo argumente, imamo GPS, imamo merilce, se pravi vsako ekipo, ki smo mi kot strokovni kader prišli, smo začeli v bistvu iz nule. In potem sem jaz vesel, kar spet številke potrjujejo, ni to moja subjektivna ocena, da ko smo pa šli, je pa ta igralec, ekipa, kakorkoli so te številke, ali je to na koncu počep z utežmjo, ki smo začeli brez šipke, pa na koncu prišli do 120 kg, se pravi, da je ta postopnost in zmanjšanje število poškodb, so vsi kazatelji, da je ta neka periodizacija, kondicijski proces bil pravilen. Zdaj, izbira taktike je pa težava v tem, da v štartu, ko dobiš takšno ekipo, se sigurno prilagodiš. Se pravi, poskušaš jo ekipo maksimalno aktivirati, pomeni, ampak po sekvencah, se pravi, delali bomo samo 2 minuti, pa pol 10 minut sačekuša, če tako rečem, pa potem spet bomo probali 2 minuti nekako in ta prehod je najtežji in ampak tudi tu že imam zdaj kar nekaj izkušenj. Kako je v Bosni ta voljni moment? Oni verjetno motivirani so, ki zmagujejo, ki jih pa hočeš, ki zgubljajo, dvigant je pa to. Ja, popolnoma strinjam. Predvsem bi rekel, oni so inspirirani. Se pravi, meni je motivacija nekaj, kar traja čez daljše časovno obdobje in inspiracija, ki se zgodi tisti dan. In je zelo, kako smo prej govorili o anomalijah, tudi ta segment zelo izrazit. Se pravi, danes se mi gre in danes bi treniral 6 ur, sam potem pa 4 dni ne bi. Se pravi, poskušali smo tudi to, pa moram reči, da nam je kar uspel to kulturo trenažnega procesa, predvsem profesionalca, statusa profesionalca nekako uvesti ob vseh pogojih, ki smo jih v podpori predsednika lahko dosegli, narediti svoj fitness in tako naprej, pravilna prehrana, karantene in tako naprej. Se pravi, ves ta del, mislim, da smo v Sarajevu imeli eno dobro zapuščino, kar se tega tiče. Je pa res, da je kultura v tem trenutku takšna, bo pa prisiljena z izkušnjami z Rimskega, z izkušnjami borca v Evropi, potem se pa zelo hitro, bom rekel, stvar infiltrira, ker si enostavno dolžan iti v teh smernicah, ker ko se spomnim Maribora, je tudi takrat Maribor se vsako novo sezono učil, mi smo se učili od njih in je ta bo neko stvar šla naprej. Tako da mislim, da so oni zdaj na tej neki tranzicijski poti tega. Tudi spremembe kulture športnika. Ko pa vam pridejo ti isti igralci, so pa znani kot marljivi, srčni, voljni, trenirajo, ampak v domačem okolju je pa ta omejitev, tako kot se rekel, 2-krat na teden bi bili delavci, ampak 3-krat bi bili pa. Zelo zanimiv je ta vpliv okolice. Neverjeten, ker se okrog enega igralca suče toliko ljudi, verjetno iz nekega koristoljubja, da enostavno fantje ne morejo biti prisotni. Enostavno toliko stvari se okrog njih dogaja, da je to strašno. Predvsem pa zgodbice, ki so pa po večini primerov
izmišljene oziroma poveličane v nekih Ja. zadevah, ker tudi nam, ko so se dogajale stvari, je bilo tako parkrat na meji, da se nasmiš, ampak pač Ne smeš jih razočarati. Tako. v principu. tako. Kaj če imaš odprt? Gorast, ti imaš ponovadi kakšno idejo? Ja, ideje je zmer velikne. Naprimer, to zdaj, ki si omenil, da si se posvetil na nek način izobraževanju. Mal si mi omenil, da Slovenija te vendarle več ne zanima. Oziroma, v kakšnem primeru ali pa kaj bi se moglo zgoditi, vrnitev v slovenski klubski nogomet. V bistvu rad bi rekel, da ni to zdaj, da sebe jaz vidim, da sem nad to ligo, absolutno ne. Ampak enostavno po določenem obdobju, kjer poznaš funkcionarje, poznaš sodnike, veš, kako bo iti v ono tekmo. Enostavno sem se najedel, bom rekel, teh stvari, mogoče me omejuje predvidevanje, kako se bodo določene stvari že vnaprej zgodile in tako naprej. In po drugi strani sem bil v Celju, bil sem dvakrat v Celju, dvakrat v Domžalah, bil sem v Mariboru, se pravi, mogoče ni več Bazen že ozek. tako nekako v tem smislu in je absolutno želja, bom rekel, tujina, v kontekstu spoznanja nove kulture, novega življenja, tako nekako plovem zdaj med zadevo, ki ali vzeti vsako stvar, ali pa enostavno čakati projekt, v katerega resnično verjamem, v katerega se vidim, ker roko na srce zelo odkrito, ponudbe ne prihajajo vsak dan. Ponudbe, če rečemo v teh 8 mesecih, sila iskreno, se pravi ena takoj na začetku in zdaj 2 konkretni in to je vse. Se pravi, to ne zvoni vsak dan telefon, kakorkoli, nek CV vseeno je, tako, konkurenca je huda, projekti so različni, decision makeri so zelo različni in bo težko, ampak še vedno pač upam, da bo stvar šla v tej smeri, da nikoli pa ne smeš izključiti. Naša je liga, domače okolje, želja v tem trenutku je pa nekaj druga. Tudi projekti vsi, ki jih malce poznam, nekako mislim, da niso vezani v moje smeri. In glede, kar se rekel v Ameriki. Se mi zdi, da Amerika je ta potencialen trg nov. Si ga malo že prebral? Ja, drži. Želja. Bil sem v poletnem času na čist kratkem obisku v Miamiju, pa nekako se je ene okoliščine, kjer sem bil dogovorjen z Orlandom, v smislu tega, da se malce bolj spoznamo, pa je potem od tega Deva, ko sem ga že prej omenil, je on iz Cape Towna potem šel v Orlando. Je imel neke osebne težave, pa se potem tam nismo mogli nekako usejiti v širšem krogu. Tako da ja, želim se mrežiti, bom rekel, v to ligo. Zdaj jo kar dosti dobro poznam, spremljam tudi par tekme, spremljam tudi nekaj naših fantov in ja, bom rekel, skrita želja sigurno v tem momentu MLS. V katero smer gre ta liga? Jaz mislim, da se tudi oni sami, bom rekel, so se malce ustavili ali pa zamajali. Po eni strani so želeli imeti iztrošene zvezde, narediti šov, po drugi strani imajo pa tako dobre infrastrukturne pogoje, da želijo kupovati mlade igralce in jih potem transferirati nazaj v Evropo. Tako da je taka spet velika so odstopanja, kjer se pač klubi zelo razlikujejo. Pa kdo jih vodi? Ali so tam Južnoameričani, ali so Italijani ali Angleži? Ker rečemo, kjer je naš Ilenič primer, New York želi delati na ta način, poiskati potencial, ga v bistvu za, če rečemo, manj denarja za njihove razmere, ga potem še razviti in ga potem prodati. Evropa plus tega, da se bo, mislim, da oni zdaj usmerili tudi na arabski trg, se pravi iz Amerike, potem pa na predvsem v smislu pretoka denarja, transferjev. Tako da to je ena zgodba, druga pa je Messi, Suarez, vsi ti, če rečemo temu, igralci ob zaključku svoje kariere, ki pač delajo šov, ki delajo imidž. Bil sem na tekmi Orlando, New York, uživo sem si ogledal in v bistvu tam doživiš, da je to šov. Se pravi, tisto, kar se dogaja na igrišču, kar je meni najbolj zanimalo, je za vse ostale najmanj pomembno. Se pravi, pred tekmo, jedača, pijača, druženje, tekma, jedača, pijača, druženje, tekma, po tekmi podobna zgodba, se pravi, tisto, kar pa mi mogoče v Evropi, samo vsebina, tekmovalnost, tega je pa veliko manj. Zato mogoče za trenerja je ta mir ustvarjanja in vsega skupaj, mislim, da je
da so fantastični pogoji za po eni strani razvoj trenerja, da lahko upelješ svojo filozofijo, imaš support, imaš vse pogoje, ta tekmovalnost prije pa še na koncu, ko prije do play-offa. Tako da imaš v bistvu ogromno tekm, kjer ameriški način. Ne. Tako. Se pa razlikuje, ne? Tam imaš v teh v ligah najmočnejših športov tam ne poznajo sistema odškodnin, ker v nogometu pa ga, tudi v MLS-u. Ne? Se pravi, je malo odstopanja tudi med panogami tam. Ne? To jaz podrobno ne poznam, NBA, NHL in tako naprej, ampak ta šov, ki pač se dogaja okrog tekme, pa mislim, da je posod isti, kar se tega tiče. Jaz edino, kar mi je zelo, bom rekel, padlo v oči, so pa res infrastrukturni pogoji. Tudi kar se tiče staffa kot samega, se pravi, če bi primerjal z Evropo, zelo znanstveno podprto in tako naprej. Tako da imaš, mislim, da kot trener, da se lahko verjetno do konca izprofiliraš oziroma še dobiš neka znanja zraven, ki so ti sigurno potem koristijo, če dobiš v Evropi mogoče možnost, tako kot sem rekel, jaz ne sanjam zdaj v ligi top 5, zato ker je do tja praktično nemogoče prijeti, mislim pa želja pa je, da nek ta srednjeevropski rang v smislu tega, da si konkurenčen v konferenčni ligi, v ligi Evropa, kakorkoli, to pa bom rekel želja. Če bi zdaj primerjal malo, Madžarska je Amerika za nas. Infrastruktura odlična, ne deluje mi kakšen pritisk, tekmovalen hud, lahko da je, Ferencvarošu, to ne, rečemo 2-3, ampak ostalo pa vidim, da to funkcionira. Ja. V Loški pa v primerjavi z nami krat še. Edino mogoče so se oni v zadnjem obdobju malce ustavili, šli so zelo ekstremno gor, potem pa mislim, da so se zdaj v tem obdobju mogoče malce ustavili, ampak ne primerljivo slovensko ligo, spremljamo Madžarsko ligo. Zelo isto zanimiva liga. Se je mogoče v zadnjem obdobju, predvsem od klubov od 4 navzdol, zelo zmanjšalo število tujcev. Nekako so šli oni tudi v to, so videli problem reprezentance in potem spet govorim posledično, reprezentanca zdaj tudi bila uspešna nekako v tej smeri. Ne. Oni so v nekem razcvetu imeli ogromno tujcev, zdaj mogoče 2-3 klubi, ostali imajo kar večinoma. Je pa kar tako dosti težko priti zraven, bom rekel, kar dosti madžarskih trenerjev se nekako suče v krogu iz kluba v klub, nekako se menjava in zelo slab, če temu rečem slab, manjši priliv tujih trenerjev. Se pa kar poznajo. Ja. Ne, se to, mislim, to bi rad poudaril, nafta. Meni se zdi, da je tam čisto vse, so 9 ali 10, da se noben ne sekira, niti selekcijo, kako imajo tega članske ekipe. V principu imajo pa kar neko stabilno finančno podlago. Ne. Se pravi, bi se lahko bolj tekmovalno vse skupaj vrtela. Ne. Jaz ne poznam točno, kar se bom rekel tiče vodstvenih struktur, poznam, da so to ZTE povezave in tako naprej, se pa strinjam, da tudi ta kamp, ki so ga zdaj dobili, se pravi vsi ti pogoji, finančno zaledje korektno, da je lahko nafta v prihodnosti, če bojo ti, bom rekel, neki športni cilji, ker tudi sam ne vidim zdaj neke vizije ali pa mogoče ni predstavljeno javnosti v tej smeri, da mislim, da imajo oni ogromne rezerve, kar se tiče same finančnega kapitala, nekih osnovnih pogojev, bojo pa mogli, bom rekel, sigurno dvigati ambicije. Je pa verjetno Poljska nad tem, ne? Poljska je nad Madžarsko po vložku, po širini kadra, po sprejemanju tujega znanja, ne? Tako da Poljska je neka obljubljena dežela verjetno tudi za Slovenijo. Ne? Jaz bi si srčno želel, da bi Ante to uspel. Ravno zaradi tega, ker tudi Poljska, bil sem parih že kontaktih, čisto tako poznam, ker ne veliko, nekaj ljudi iz tega prostora in je zelo tudi, kako bi rekel, nacionalno usmerjena. Zelo težko tuji trenerji prihajajo. Ogromno je trenerjev, ki isto plovejo znotraj same lige. Par mladih trenerjev je zelo opozoril na sebe in so potem tudi klubi mogoče malce obrnili to filozofijo. Ogromno je bilo še pred 5 leti starejših trenerjev, izkušenih trenerjev, ki so se potem iz kluba v klub. Potem je par manjših klubov naredili nek izkorak v rezultatu, v načinu igre, v načinu razmišljanja in so potem kar neki, bom rekel, prodornih njihovih trenerjev. Za tuje trenerje zdaj iz glave sicer ne vem, ampak ni veliko prostora v danem momentu. Spomnim se enega razgovora na pripravah v Turčiji z vodstvom Lech Poznana,
prijateljski, nič zvezi z poslovno, in so mi nekako odkrili svoje karte, kaj delajo in tako naprej. Spoznal tudi športnega direktorja, parkrat smo še zdaj v kontaktu, predvsem ga zanima to tržišče, kaj si jaz mislim kot trener o določenem igralcu. Napreden klub, se pravi klub, ki želi, pač hočemo pisati polsko ligo, se pravi Lech Poznan sebe vidi v boku Milano, ne vem, Borussia Dortmundu, se pravi način razmišljanja, ki ga oni gojijo, imajo pogoje za to, da to naredijo. To imajo. Imajo in velike stadione in to infrastrukturo zraven imajo pač topne. Nasploh okolje, gospodarstvo, ekonomika celega nogometa na Poljskem je strahovita za naše razmere. Ne. Pa mislim, da je masa, ne vem, 80. Ne vem, jih je 40, ne. 40. Ampak vsem to je, ne. Če smo rekli včasih za nekdanjo Jugoslavijo, kakšna je bila, pa klubi, ne, to je pa še enkrat več. Ja, se pravi, zato pa sem rekel, da upam, da iz vidika vsakega slovenskega trenerja, ki odhaja v tujino, njegov uspeh je samo dobrobit po neko za vse ostale, ker potem nekako ljudje začnejo razmišljati, skod prihaja, kdo pa še tam, in to mreženje. To že nekako smo slabi, ne? 10 let. Pred 10 leti vem, da sem imel ta intervju nekako v tej smeri in še danes sem istega mnenja, ne? Da mi je žal, da mogoče naši igralci, ki so bili v tujini, ki so imeli neke statuse, da vsi se nekako vračajo v ta mali bazen, in tu mi je žal, pač primerjam sebe kot ambiciozno z Hrvati, z Srbi, in ko pogledaš Posavci, kjerkoli, kamorkoli se obrnem, so vsi prisotni razen nas, in tu mi je malce žal, da mogoče kdo nam ni odprl, če rečem nam mladim, kakšna vrata več za lažji vstop kakorkoli, ker moram reči tudi zdaj, zelo iskreno ob vseh teh pogovorih, karkoli je, moraš, da imamo ogromno prijateljev in iz Bosne in iz Hrvaške, ki upam, da iskreno nekako poskušajo pomagati. Zdaj, da bi pa rekel iz slovenskega prostora, da je pa to iz vseh zornih kotov pomoč, želja, pa moram reči, da ne. Ja, se to, kar se upada s to miselnostjo, ki je prisotna v državi. Egoistična, ampak je kar neka narodnostno začelna. Ena primer anekdota, mogoče tako malo za hec je, ko vpraša, bil sem parkrat zraven pri pogovoru, nekdo kliče, ne vem, predsednika kluba ali pa športnik, kaj si ti misliš tem trenerju, ne, pač rojak. Pa, nema da nema, se pravi, ni da ni, to je vrhunsko. V Sloveniji pa, sam. Ne, in tu je ta razlika, zakaj je to tako, jaz želim to spremeniti, mogoče sem drugačen, ampak enostavno je ukoreninjeno v kulturi, v slovenstvu in tako naprej. Upam pa, da mogoče se bo čez čas to spremenilo. Primer sem imel na Poljskem ravno, ne, pa me je sprašal novinar za Šimunđa, ne. Sem rekel, najboljši v tistih kandidatih. Sam zdaj ne vem, kdaj je rešval v ekipi, on je igral za Lovorike, ne. Zdaj, kako se pa znajde v klubu, ki ga mora pa rešiti, to pa nisem mogel pojasniti, ne. Tako da ne vem, sem pač malo povedal, trener ni sporen, ne, sam razlika je, ali usvajaš Lovorike, ali moraš ti usvojiti obstanek, ne. To je malo drugačne. To drži, se pravi, zdaj pa tukaj si upam, da bi Ante mogoče lahko, bom rekel, odprl ta trg, Luka ga je odprl, mogoče na tam, ki je nam nedosegljivo, predvsem zaradi jezikovne bariere in tako naprej, tako da tudi upam, da bo njega nekako vodila pot nekje bliže, da se te stvari odpirajo. Vsak trener pač, ki odhaja v tujino, odpira vrata potem vsem ostalim, in zato tukaj, bom rekel, navijam, pa spremljam, bom rekel, tudi vse naše trenerje, da jim bi uspel. Mislim, da bi težko našel boljšo misel za zadnje dejanje. Tako da mislim, da je bilo zanimivo. Simon, še enkrat hvala za odziv na vabilo. Vam pa se vidimo naslednjič in hvala za današnjo pozornost.